Hej, vita živijo, Mojca z vami. Danes bomo majčkeno pogledali, kako se kaj počutite v tem našem septembru. To je pač mesec, ko se ponovno nekaj začne, cikel se zaključi in seveda otroci so že šli v šolo. Kako se kaj imate starši? Je v redu, so otroci zadovoljni v šoli, kako ste vi v službah? Zelo pomembno je, da ohranjate en notranji mir. Kaj več bom še povedala na to temo, tako da spremljaj me na socialnih omrežjih, lahko stisneš subscribe ali pa sledi. No, gremo zdaj nazaj na naš september. September je ponavadi ena prelomnica. Nekako iz tiste ležernosti, ki je tako fajn poleti, smo si malo bolj na easy, pa dopusti so, pa malo se bolj sprostimo, pa sonček je, in je vse tako malo bolj chill out. No, in potem pride september, novo šolsko leto in evo ga, spet pademo v nek stres, v neko rutino, ker ni da ni, se začnejo nove obveznosti, stare obveznosti se obnovijo v nove. In če v bistvu nismo pripravljeni, tako fizično kot seveda tudi psihično, potem nam energija pade, potem enostavno spet pademo v ta rutinski stres, bom je že kar rekla, in smo spet na istem in gremo zopet na škrge naprej, ker enostavno nam energije kar naenkrat tak zmanjka. Pa komaj smo se nafilali na dopustu, tako je bilo vse fajn in evo, smo že padali. Tako da vas pozivam, da je zelo pomembno, da tudi v septembru vzdržujete ta chill out. Zelo pomembno, kako ga boste vzdrževali, je, da si boste več časa zase vzeli. Tako, kot ste si ga vzeli v poletju, si ga vzamete tudi zdaj. Naj vam bo to rutina, naj vam postane to rutina. Vse poleti ste tudi delali, vse tiste 14 dni smo bili vsi na morju, pa smo pa spet delali. Pa vse je bila ta chill out vibe. Zakaj ga pa zdaj septembra ni? Zato, ker pač je tako v kolektivi že to vse skupaj zakoreninjeno, da je to zdaj spet en stres in non-stop neki boj s časom in ne vem kaj še vse. In bi bilo res super, da vi ohranjate ta chill vibe kar še naprej skozi celo leto. Sicer to je vaja, to je delo, ampak je prijetno delo. Fajn si je vzeti čas zase, fajn si je vzeti majčken offa. Zato so vikendi, dajte si vzeti malo frej, se ne rabite skozi letati, ne vem, sem pa tja, pa še za vikend moram to pa ono. Daj en vikend se pozen, pa nič ne naredi, pa sam leži na kavču ali pa ne vem, pojdi v hribe ali pa whatever, kar ti je cool, pa kar te pač fila. Tako da majčkeno naznanje, tudi te stvari, zato ker se mi zdi, da preveč kar že ustaljeno pademo v ta september in pol naprej in pol, ja, zdaj bo to, zdaj že kar vse vemo, kaj bo. Ja, nič ne bo. To si pač kreiraš, da bo tako. Daj si skreiraj drugače, skreiraj si, da bo good vibe, skreiraj si, da bo chill vibe, jaz ne vem, whatever. Vse tle notrno. In zdaj, če ne živiš v bistvu res tlele, če živiš v kolektivi, te kolektivijo itak vodi, Madalinca pa te vodi. Tako da daj se malo od kolektive katej in enostavno zaživi po svoje, zaživi tako, kot ti hočeš, tako, kot ti čutiš, predvsem pa te sprostilne vajbe furaj dalje, po domače. Tako da ful je pomembno, da ohranjaš kondicijo, da ohranjaš fit telo, ful je pomembno tudi, da ohranjaš lahkotno hrano, tako kot jo poletješ, daj probaj tudi pač jesen, zima tudi majčken bolj na easy jesti, ne rabiš pol neke masne hrane, pa ne vem, whatever, ampak probaj
pač ohranjati pač ta stil prehranjevanja naprej. Sicer sej verjamem, da ni toliko v izobilju sadja in tako naprej, ampak to, kar najdeš, pa to, kar ti zavibrira, to pač jej. Jaz čistko pravim, ni nič, ne vem, zdaj pa ne smeš tega, pa onega, pa tretjega, če ti telo pove, da rabi izdeleno tortico, pa jo pač pojej. Ampak jo moraš pojesti z joyom, moraš jo pojesti enostavno z veseljem, z radostjo in brez krivde. To je najhujša zadeva, če ti nekaj poješ s krivdo. Ja, seveda, pol itak si že ustvarila vse, da ti pač gre na negativno. Tako da nekako tak message danes, da ohranjajte ta poletni vibe naprej. Predvsem pa dajte se pripraviti na zimo, dajte se pripraviti na te bolj hladne dni, da imunski sistem večkrat bolj dvigujete, da ste fit, predvsem, da imate fit telo. To je ful pomembno, da ohranjate notranjo moč, da ohranjate kondicijo, s tem boste tudi imeli sigurno višji imunski sistem, bolj močen. Seveda je tukaj tudi hrana, dosti vode, predvsem vode, tako da res vam polagam na srce, pa ohranjajte sproščenost. To je ful tisti ključ, sproščenost, notranji mir, če si v svoji energiji, potem je itak vse good. Vam bom posnela tudi en video samo o notranjem miru, kaj to je, kako ga dosežeti in te stvari, tako da me spremljate še naprej. In sigurno se oglasim kmalu. Vidite, žive.